Pozdravljeni, cenjeni publika na današnjem dogodku Utelešenje doživljanja. Ga bom povezoval Max Novak in z mano sta dvojni doktor Matjaž Regovec in doktor Milan Poster, ki nam bosta več povedala o dihanju in kako to vpliva na naše doživljanje. Torej, zdaj vam prosim, da se oba malo predstavita. Matjaž. Dober dan vsem prisotnim. Zelo lepo, da smo se danes kljub tej jutranji uri, ki jo dobimo pač po nekem razporedu, na katerega ne moramo vplivati, ampak jutranje srečanje, bo tudi za dihaj. Z mano je Milan, doktor za dihanje. Tukaj je tudi njegova knjiga za dihaj, za katero sem sam napisal govor. Predstavil pa se bom kar svojo zadnjo knjigo, to je Alkimija simptoma. Kako pravzaprav simptom ni nek sobrag, ni nujno neka bolezen, pravzaprav zelo redko je tudi bolezen, ampak je pravzaprav naš prijatelj, torej, ki nam daje možnost drugače pogledati na svoje življenje, na druge in tudi na Boga. Torej, vse te tri metafizične konstante, človek, svet in Bog, so zelo pomembne v tem kontekstu simptoma in še posebej današnje teme telo, telesni doživljaj. Zakaj je ravno telesni ali pa utelešeni doživljaj tako pomemben in kaj ga pravzaprav razlikuje od nekaterih drugih doživljajev, kjer je, bom rekel, ta telesna raven, temu spravim telesni kogito, telesna zaznava, telesna akcija, telesna prisotnost izključena. Matjaž? Dobro jutro vsem. Matjaž v bistvu me je povabil na svoj oder, tako da iskrena hvala za to lepo gesto. Hkrati pa da najprej v bistvu jaz povem, kaj me je pritegnilo pravzaprav v tem Matjaževem opisu. Najprej bila ta knjiga Cogito Conjunctionis, sem prav povedal. Znaš latinsko. Tako da je v bistvu te 4 razsežnosti, na katere v bistvu se Matjaž nanaša, pravzaprav, ki so naše življenje, je tako lepo opisal, jaz sem pa v bistvu znam to samo še nam prediham. Na nek način se to z dihom skupaj veže. Tako da hvala, Matjaž, tudi za promocijo moje knjige za dihaj. In v tej knjigi, tako kot je Matjaž povedal, je že napisal spremno besedo. Jaz sem pa tudi en delček tega njegovega kogita, se pravi razmišljanja o življenju povezal skozi dih tudi v svoji knjigi. Tako da ta današnja v bistvu diskurs jutranji, taka jutranja kontemplacija, utelešeni doživljaj, je v bistvu zame nek spoj tega, kar v bistvu dih tudi vedno kaže. Se pravi, če nimaš telesa, itak ni treba dihati. Tako da dih je v bistvu ključ, kako biti utelešen. In na drugi strani, če nimaš zavesti, nimaš doživljanja. Ker jaz mislim, da doživljanje se primarno dogaja v polju zavesti. Čutenje pa seveda v telesu kot takem in izkušnja. Tako da na tak način bi jaz vstopil v to polje utelešenega doživljaja. Hvala. Omenil bi še, da so vse omenjene knjige tudi na voljo na knjižnem sejmu, in sicer pri založbi Hermes Ipal in pri založbi Primus. Tako da kar začnimo sedaj ta pogovor o dihanju. Milan, kaj bi rekel, da je na dihanju, da je tako pomembno? Omenil si, da brez dihanja ni življenja. V čem vidiš tak globok pomen dihanja? Tako je v bistvu, če grem kar na prvo žogo, v dihanju in duhanje. Se pravi, kar dih z telesne ravni, biološke ravni v bistvu naredi, je to, da posrka v telo duha. Zrak kot tak, ampak v tem zraku je še kaj drugega, je tudi von, je tudi duh. In v tem smislu trebušna pretvona kot taka deluje kot črpalka za duha, ki ga potegne v telo, da ima potem on to utelešeno izkušnjo. Ker duh je
po naravi nekako tak nagajiv, želi biti svoboden, tukaj smo ga pa ujeli v telo in zdaj želi ven nikakor drugače kot z delom, s telesno akcijo, z aktivnostjo. V tem smislu v bistvu se mi zdi, da zelo dobro sovpade tudi s tem, kar je Matjaž nastavil teoretsko, zelo globoko, enciklopedično. Torej, zavestno dihanje na koncu nas vodi v to, da hočeš, nočeš ozaveščeno vse 4 razsežnosti, torej telesno, duševno, duhovno in pa miselno. In to je zame zavestno dihanje. Matjaž, na svojih seminarjih vedno omenjaš prisotnost. Kako je telesna, fizična prisotnost pomembna? Ja, no zdaj, da bi res lahko nekaj razložil, sem tule dal svojo shemo konstitucije človeka, ki sem jo razvijal v 30 letih praktičnega dela s pacienti. Jaz sem psihoanalitik, zdaj v 51. letu prakse sem začel delati manj in več pišem, ne pišem vsako leto eno knjigo. Zadnje čase tudi veliko delala skupaj z Milanom. No, ampak ta shema, ki jo vidite na kameri, jo vidite za mano, čas se bom pokazal tamle, imate je nekako ločen od troedinosti duše, duha in telesa, v tem je štos. Torej, različni filozofi so na različne načine prišli do opisa ozadja, teoretskega ozadja te sheme, torej naš ali pa naš oboje, je nekako ekscentrično postavljen. To pomeni, da mi lahko razmišljamo res, kar hočemo. Mi se ves čas hranimo z idejami, mi ves čas te ideje razvijamo, opisujemo, konceptualiziramo. Znanost jih daje v svoje ugotovitve, filozofija jih daje v svoje ugotovitve, ampak to še ni življenje, ne ponavadi rečemo, in tega se vse bolj zavedamo. In življenje je na tej strani, pokazal, na tej strani intuitivnega kogita oziroma človekovega duha, psihični kogito in telesa. In vidite, tale rjavi pas, schematsko, je telesni kogito oziroma telo, oziroma utelešeni doživljaj oziroma dihanje. Kadar imamo napad misli, ki nas ne zapustijo in seveda se sodobni človek s tem ogromno ukvarja, pomaga iti, težko gremo kar direktno v duha in poiščemo, kje je zdaj ta moj duh, kje je to moje navdušenje, kje je ta moja energija, s katero lahko spet pridem bliže sebi, k svoji lastni biti, k svojemu lastnemu duhu. Velikokrat, telo je prvo, če pogledate, med umom in telesom, ki lahko nekaj naredi. Vi veste, naprimer, že če greste na sprehod, se vam tista miselni vozliček, ko ste v stanovanju in nekaj razmišljate in najdete izhoda, razvozlja. To se pravi, že en enostaven sprehod, vidite telesna raven, utelešeni doživljaj, verjetno do neke mere že poštima tisto težko mentalno miselno stanje, ki nas pesti. Ker je tisti, ki nas pesti. Če pogledate vse človeško trpljenje, razen če je to telesna poškodba, telesni simptomi, je pravzaprav v umu. Se to govorijo tudi na zahodu, treba umiriti na vzhodu. Na vzhodu, vzhodna filozofija govori, ko boš umiril svoj boš lahko mirno meditiral in mirno živel svoje življenje, se umiril, postal srčen človek, deloval iz centra svoje biti, nehal boš pretirano razmišljati in boš delal dobra dela. In seveda, tudi dela so spet telo, ker delamo s telesom. Kot je dejal Milan, človekov duh, jaz govorim o osebnem duhu, človekov duh, njegov osebni duh, to je tista značilna energy, po katerem prepoznamo človeka, potem kako se obnaša, potem kako govori, potem kako nastopa in končno tudi kaj dela, je neviden, ta duh je neviden in vendarle
skozi, edino, kar mu preostane, je, da se kaže skozi dejanja. To, kar se mi odločimo, da bomo v življenju naredili, in na drugi strani to, kar se pa odločim, da ne bom naredil, ker mi vest preprečuje, ker mi vest ne dovoli in poslušam svojo vest, lahko rečem tudi svojo individualno podobo svetega ali pa tudi individualno podobo Boga, nečesa ne bom naredil, se bom odrekel določenemu dejanju. Tukaj tu vidimo, da je cel svet narejen na teh odločitvah. Ali nekaj naredim zaradi pričakovanja drugih, ali se nečesa vseeno vzdržim, terjam posledice in postopoma, seveda v idealu, na en uravnotežen način, prihajam do izražanja tega svojega osebnega duha. Ti primeri so od tistih makrokozmičnih, to se pravi, ko je nek politik, ima vedno, čeprav so tukaj zadnji kolektiv, on ima vedno možnost ne pritisniti gumb za rakete, in rajš telefonirati, politiku na drugi strani in poskušati govoriti. Ali pa, recimo, bom dal spet te Nürnberške procese za primer po drugi svetovni vojni, te naciste so prvič v zgodovini, največ prvič v zgodovini sodili po tem principu, da se niso vzdržali dejanja, ki jim je bilo ukazano. Torej, oni so imeli ukaz, pritisniti na gumb za uničenje ljudi, ampak imeli so tudi možnost zavrniti ta ukaz. Torej, to je bil spet njihov utelešeni doživljaj, ki je o tem odločal. Čeprav je bila vojna kolektivna, so bili tisoče življenj odvisni od teh posameznikov, ki so nekaj naredili, ali so se pa odločili, da ne bi naredili. In to je seveda značilnost prav novega veka, moderne dobe, postmoderne dobe, da je človek dobil zgodovinsko to možnost, nujnost, da se odloča. Nič več ni v imenu Boga, ampak je tisto, kar narediš, ali pa tisto, kar ne narediš, je zdaj Bog. Ker nišče ne bo, nikakor drugače se ta Bog več ne izraža, in tudi ukazi iz vrha, jih mora en individuum narediti. In seveda tudi dihanje spada, način dihanja je tudi način, kako mi vstopamo v odnos s svojo okolico, kot se rekel, kako dihamo in kako ustvarjamo to harmonijo ali pa vojno s pomembnimi drugimi in s kolektivom. Ali to je zelo globoko, tako zelo globoko vid v realnost, da po mojem vsi malo prisiljeni nad tem. Človeko kar vzame besede, ko to sliši, ker prav tako res je nekaj na tem dihanju, na tej surovi, utelešeni izkušnji. In na tej točki bi se navezal na besedo cogito, ki jo uporabljaš, ki izhaja iz formulacije Descartesa, ki je rekel, mislim torej sem, cogito ergo sum. Vendar se mi zdi, da se ti samo ne referiraš na njega, ampak ga celo nadgrajuješ, da to ni samo ta misel, ki je on vzpostavil, ampak je celo več. Nam lahko malo več o tem poveš? Ja, to je ta knjiga, ki jo je, hvala Milan, da si jo prinesel, ki je bila, to je bil prvi del mojega doktorata iz filozofije, kjer sem pravzaprav šele poskušal vzpostaviti, kaj je cogito za mene. In sicer cogito, tudi Descartes je že dejal, da ni samo mislim, čeprav potem je šel on predvsem na to, ni šel dlje, ni šel v emocije, ni šel v intuicijo, ni šel v telo je bilo vedno zunaj, tega mislim, ampak on je v svojih meditacijah in v svoji metodi to zelo lepo razložil, torej ta cogito pomeni, ne samo mislim, da tudi čustvujem, intuitiram, s telesom zaznavam in delujem. In seveda tega potem ni naprej razvijal, ampak če pogledamo razvoj filozofije, in to je v tej knjigi, se dejansko pojavljajo različne vrste cogita, ker nekateri filozofi govorijo prav o telesni izkušnji, britanski empiristi. Potem presenetljivo
Wittgenstein reče, na primer, svet je vse, kar se primeri, kar se uprimeri. To se pravi, samo tisto, kar se materializira, je tudi svet, nič drugega ni svet. On je zato tako šokiral takrat filozofsko sredo s svojimi pogumnimi, provokativnimi izjavami. No in potem sta tukaj še ekscentrična pozicionalnost, oče filozofske antropologije in potem naš filozof, moj mentor, Borut Ošlaj, ki govori o metafiziki telesa. On mi je dal misliti, zato on pravi temu diafora med telesom in ekscentričnostjo uma, ker to, kar mi doživimo s telesom, je nekako celota življenja. Na umski, na razumski ravni je pa to samo en del, ki ga umetno razvijamo, ko razmišljamo. In to prestopanje tega človek nikoli več ne more uničiti. Pes, tako močen diafor je nima. Pes, mačka, oni tudi razmišljajo, ampak ne razmišljajo do te mere. Na koncu spet telo prevlada. Razmišlja, kako bi kaj, ampak potem poskusi s telesom, vendarle primarno, ne naredi nekega umetnega konstrukta, ne naredi sveta kulture, sveta filozofije, se ne odloča na podlagi nekega razmisleka, ampak pač poskusi tisto, kar je. Ima neke vzorce naučene, tudi razmisli, najbolj kateri vzorec, ampak nima vsega tega, rekel, mutiranega, sofisticiranega uma, razuma, ki ga ima človek. In ta človeški svet človeškega uma potrebuje dihanje, potrebuje telo. In dihanje je ena od oblik telesa, kar jaz rečem, telesni kogitor, ki je v resnici funkcionalen kogitor. Torej, celotno telo bi lahko razdelili na 3 kozmološke dimenzije. Eno je samo telo, sam ta život, človekov, kako je oblikovan, kako deluje, to je ta bikovski del telesa, potem je, kako je to telo umeščeno v okolje, v kakšnem sistemu deluje, kozorogovski del, in potem je ta funkcionalni del, med katere spada komunikacija z okoljem, to je arhetip device, rečemo, to je bilo tradicionalni kozmologiji, ne astrologiji, ampak kozmologiji, tradicionalni arhetipiki, upodobljeno, s simbolom device, to se pravi komunikacija telesa z okoljem. Komunikacija telesa z okoljem ni samo hoja, ni samo govor, ampak je predvsem dihanje. Zato je tako pomembno, da takoj, ko govorimo o metafiziki telesa, takoj, ko govorimo o tem, kako zdaj ta svoj umirim s pomočjo telesa, je tukaj dihanje. Tudi dihanje je tudi govor, specifičen govor, ko potiskam pešče in meteline skozi svoje šobe, nastaja glas, ampak vse to je dihanje. Ta artikulacija, vse to je način dihanja. Na tej točki bi se na tebe navezal, Milan, glede dihanja. Čeprav razumem, gre tukaj za neko komunikacijo, izmenjavo. Tako kot si Matjaž preomenil, da sta 2 politika skregana, pomoč gremo lahko v neke pritiskanje gumbov ali pa neko komunikacijo. In kakor jaz tebe razumem, Milan, je tudi ta zrak okoli nas, ta duh, ki ga mi vdihavamo, je neke vrste komunikacija ne samo s kolektivom, ampak tudi z nečim višjim, ki je v nas, ampak ni točno še v nas, ampak iz nekje drugje pride, čeprav razumem. Ja, z tega vidika pogledati na dih je pravzaprav tudi zame ta večji izziv. Vsem prihajam iz kineziološke, športno-pedagoške stroke, ampak potem kot filozof pa obrnem pogled z druge perspektive. Res je, dihanje je, ko ga dobro razmislimo, tudi če gremo iz čiste materialne strani noter, je vedno pravzaprav neka komunikacija, izmenjava kolektivnega. Ker to, kar mi izdihnemo, se pravi zrak, kakršnega izdihnemo, z vsemi mimogrede, 70% detoksifikacije telesa, telesnih sokov in naprej se dogaja skozi dihanje. Se pravi, vse to, kar mi izdihnemo, damo nazaj v okolje in potem seveda si delimo z drugimi.
Tako da že na tej ravni zračnosti, zraka kot takega, vidimo pravzaprav, kako smo umeščeni v atmosfero, dobesedno. Se pravi, na atmosfero lahko beremo tudi kroglo, znotraj katere dihamo. Atmen kot dihati, sfera pa kot neko okrožje. Tako da tukaj smo neizogibno že kolektivni, kot smo v zraku. In ta zrak je tudi element mentalnega. Kar izvoli. Zelo sem vesel, da si omenil to kroglo, v kateri dihamo, ker koncept, kaj je telesni ego in kaj je potem telesno seps, telesna celota, ker ego je samo en del telesa, nujno vodi, torej, ko sem jaz pisal te 4 ravni kodita in ko sem prišel do telesnega kodita in do ugotovitev kognitivne znanosti, ki je ugotovila, da v procesu, ko je osebek v okolju, se spreminjata oba in osebek in okolje, ta krogla, ki se vedno prekriva s kroglami drugi, ta krogla, ki začne trpeti, če smo na avtobusu preveč skupaj, če nekdo preveč glasno govori, ker nam pač v naši krogli to dela, je naše telesno sebstvo. To je zelo pomembno razumeti. To je naš višji telesni jaz. To je zelo pomembno za razumeti, zakaj je telo tako pomembno, zakaj je telesni kogito tisti, ki umiri ker torej ne samo na ravni ega, torej mojega telesa kot celega telesnega ega, ampak moja celotna časovno-prostorska lociranost, kje se gibljem, s kom se družim, kje potujem, koga vključujem, s kom se pogovarjam, za koga se potrudim, katere odnose negujem, kje se fizično pojavljam in katere veščine razvijam, vse to, vidite, je dihanje v tistem razširjenem smislu, ki je tako pomembno, da lahko celota človeka deluje, torej duhovna, duševna in na koncu koncev telesna celota. In ta, vidite, ko pridemo tja, šele lahko spremenimo svoj razum, svoj način gledanja. V angliščini obstaja izraz personal mindset, osebni način razmišljanja. Ko se omenil kolektiv, učimo se kolektivnega načina razmišljanja v šoli, na treningu, v službi, na fakulteti, potem pa bomo več te telesne izkušnje, več duhovne izkušnje, več psihične izkušnje, mi postajamo individu in razvijamo svoj osebni način razmišljanja. In potem dihamo malo drugače, potem mogoče malo bolj gledamo, kje, kdaj, s kom se bomo družili, s kom se bomo povezali, kje pa bomo pravzaprav se odločili, da ne. In to potem postane ena taka postavka razvoja individuuma, njegovega kakovostnega življenja. Njegovega kakovostnega življenja, kjer on se odloči, kaj bo počel, ker časa nima več, še posebej pri 40, bom to videl zavest, časih že prej, da ene stvari bom naredil, druge bom pa ne bom delal, vse bom naredil, bolje dihal za svojo okolico in, vidiš, tle je tako še ena, to sem hotel povedati, ko si rekel kolektiv, v kolektiv, dejansko. To je, če korak naprej, z moje strani, vsako dihanje, cikl diha na 4 faze, vdih, zadržek, izdih in zadržek, izdih. In z izdihom pravzaprav mi dajemo sebe v svet. In kot smo prej povedali, tudi ta beseda, sprav ne damo samo zraka, da izdihnemo izključno, in kar so naše celice metabolizirale, presnovile in tako naprej. Mi lahko tudi damo besedo v ta ozračje. In s tem v bistvu, ali pa akcijo, gesto. Recimo mi v športu vemo, da ko želiš nekaj res nemoč narediti, je dobro, če temu v bistvu zraven dodajemo še izdih. Z izdihom gremo ven iz sebe in nekaj ustvarimo, prizemljimo. In v bistvu ta zračni del vdiha, ta mentalni del vdiha, se pravi, vdihu pripisujemo miselni oblike. Ta svet idej, ki jih vdihnemo, počrpamo gor, z izdihom ga pa prizemljimo, ozemljimo. In to na nek način lahko gledamo tudi čez fizikalno, skozi elektriko, ki jo prizemljimo, da nas ne strese. Zato pravzaprav telo na nek način vedno razelektri in ga s tem tudi umiri. Takrat, ko mi dejansko nekaj s telesom naredimo,
ti nekje zelo dobro napišeš, da lahko telo obglavi ideje. To mi je fenomenalno. Se pravi, takrat, ko je človek, ko ima raztresen ko ne more uma umiriti, nekaj počni zavestno. Če nič drugega zvečer, se pravi telesno. Če nič drugega, ko ležiš zvečer, pa ne moreš umiriti tega podivjanega uma, začni dihati, ciljno dihati. Določeno idejo si lahko vzameš iz polja uma, in jo prizemljiš in jo dihaš. In na ta način potem dihaš samo z eno idejo, z eno mislijo, ne pa s stotimi, in nimajo druge možnosti vskakati noter, ker se ti telo zasedel z dihom zavestnim in z neko idejo. In tukaj potem, še to samo da zaključim, ko mi v bistvu izdihujemo tako zavestno na ta način, ne ustvarjamo samo ozračja, kemičnega, biološko determiniranega, ampak vzdušje. Mi s tem ustvarjamo vzdušje. To je pa že tisto, kako v bistvu gremo iz telesa na nek način korak naprej v to duševno polje in ga spet vdihujemo. In tukaj vidimo, da dejansko postajamo soodgovorni. Ta svet je participativne narave, ozračje postaja vzdušje in v kakšnem vzdušju živimo, to je pa tisto, ki nas premika, oziroma to je tisto, kar lahko skozi čut, voha, zaznavamo, kot ali nam ta svet diši, ali pa smrdi. Pa ni nujno fizično, ampak tudi na ravni idej, ideologij, ciljev, ki jih imamo in tako naprej. In tukaj tista vrednost zavestnega diha, da dejansko tudi jaz, ko se ukvarjam s terapijami, na nek način tako raziskujem skupaj s človekom, kater del, katera razsežnost je tista, ki je vzrok za te stvari, zaradi katerih prihaja do mene. Hvala, Milan. Se mi zdi, da zdaj vsi čutimo to atmosfero, ki ste jo ustvarila s tem pogovorom o dihanju in pogitu na vseh teh ravneh. In bi se zdaj na tej točki osredotočil na metodo IPAL, ki predstavlja nekako sintezo vsega tega. Uporaba aktivne imaginacije in dela z arhetipi, ki so v kozmogramu, in je nekako res prav utelešenje teh različnih idej, ki izhajajo iz kolektiva in so tudi v nas, in potem prek te imaginacije se to usede v telo, prav prediha in je tudi globinsko delo na sebi to. Tako da na tej točki, ko smo že v taki atmosferi, bi se obrnil še na vas, na publika, če imate kakšno vprašanje, da odgovorimo na njih. Ok, no, da kasneje. Mogoče, ko si že omenil tole metodo, na institutu IPAL smo dolga leta razmišljali, kako bi različne skupine, ki smo imeli skupina za aktivno imaginacijo, skupina za analizo sami, skupina za psihološko astrologijo, skupina alkimije, kjer smo študirali alkimijske tekste in tako naprej, povezali v eno tako enotno metodo, v en postopek, ki bi zajemal vse te različne ravni. In seveda ta shema, ki se je razvila, počasi ta shema šele omogoča razumeti, kaj vse moramo narediti, da mi kontaktiramo dejansko celega človeka. Torej, da preprečimo, da nekdo bere recimo neko astrologijo s pomočjo svojega razuma, ker potem nikamor ne prideš, zakaj za ta planet tam pa tam, nič ne pove, tudi nekam mrtev znak na papirju. To nima tiste globine. In prišli smo do tega, da pravzaprav postopek dela na sebi, v tej metodi, dela se v skupini, je vedno za psihično podobo. Ta psihična podoba je iz sanje. Recimo, kaj pomeni moja odrevenela roka v sanji, zakaj sem to sanjal. In ko ugotovim, da sem sanjal zato, ker sem levičar, ker je bilo to prepovedano in sem mogel pisati z desno roko v času svojega šolanja in je potem moja cela kreativnost bila zaradi tega tabuizirana, to je ta podoba roke, ki je odrevenela v sanji, ki jo moram zdelo na sebi oživiti, torej oživiti ne samo levo roko, s katero
diham v okolje in ki je kreativnostna roka, a ne, ki je desna polovica možganov, povezava, a ne, ampak pravzaprav v naslednjem koraku, kaj je arhetip, kaj je na duhovni ravni ta odrevenela roka in ko uspem to sliko locirati v svojem kozmogramu, v svoji rojstni karti, kjer so planeti in zodiak, najdem, da je to moj Pluton v 5. hiši, dobim arhetipsko ozadje, zakaj je ta sanska podoba, torej, ki je najprej na psihični ravni, to je ta modri pas, dejansko pomeni na tej ravni duha, tam piše intuitivni kopito, na ravni moje biti, na ravni mojih osebnih arhetipov. To je ta položaj Plutona v 5. in ko pač se naučim teh arhetipov, vem, da je Pluton nekaj, kar je podzemsko, kar pravzaprav upočasnjuje razvoj, kar potrebuje preobrazbo in dejansko ta roka je moj simbol preobrazbe zaradi tega. In potem telesni kogito. Prvič, kaj je zgodovina, kaj se je v resnici zgodilo v življenju s to levo roko? In kaj zdaj lahko dejansko s svojo levo roko v življenju naredi? Ta človek, ki je to sanjal, ima 2 fanta, 10 pa 14 let, in je ugotovil potem, da lahko z njima riše skupaj. To risati, skupaj, še posebej starejšim, s katerimi bo slabši kontakt, zaradi nekih drugih razlogov. In sta v bistvu obnovila odnos, ko to skupno risanje, in seveda Pluton v 5. je tudi simbol otrok. Skratka, ko pridemo do tega arhetipa, ki stoji zadaj, spostavimo ta dejansko most do celosti svojega bitja. In s tem smo nekako povezali, ustvarili en postopek, ki se dela na sebi, globinskega dela na sebi, ki poteka s metodo Ipare. In ta postopek je seveda opisan v nekaj teh knjig, ki smo zdaj govorili, in se komplicira. Torej, 20 let smo v inštitutu delali s skupinami po kosih, zadnjih 10 let delamo z metodo Ipar, in zadnje 4 leta delamo tudi mednarodno, v Angliji, v Rusiji, v Srbiji, pa tudi mednarodno. Tako da povem, kako se da vse te 4 ravni povezati in potem to dihanje postane simbol povezave teh 4 razsežnosti človeka. Ne samo pri tej metodi Ipar, ampak pri vsakem resnem delu na sebi. Mora biti in duh, in duša, in telo, in Vse 4 razsežnosti morajo biti, če hočemo imeti celoto človeka, najprej zgant, da pride, da se zbudi, pa da nas nagovori, ne samo razumsko, ne samo telesno, ampak da nas tudi navduši, duh. In tudi, da ima neko psihično globino, ki jo dobimo z analizo sanske podobe ali pa z aktivno imaginacijo, to je meditacija. Potem imamo tudi te elemente, te osnovne, v antiki so bili to 4 elementi. Danes, v moderni, postmoderni, drugi moderni dobi govorimo o 4 razsežnosti, človeka kot individuuma, ter človeka kot kolektiva na drugi strani. In seveda vsa ta tradicija filozofska, ki se skriva tudi v tej knjigi, nekje povzetek, se potem dejansko lahko imenuje po besedo tudi aktivno dihanje. To je res presenetljivo, kako je stalno nekega govora o komunikaciji s tem duhom in ravno to delo v skupini pomaga združiti te različne razsežnosti, ker vsak posameznik drugače dojema svet in sebe in s tem, da se izkomunicira, se podelijo te različne izkušnje, vsak nekaj dobi za sebe in s tem je delo na sebi bolj učinkovito in hitrejše. Poleg tega se povezuje s tem dihanjem, ker vsak nekaj predeluje v tem procesu in izdihava v to skupno atmosfero, ki jo vsi uživajo, oziroma dihajo. Tako da na koncu dneva tudi nekaj tako preprostega, kot je dihanje, če je narejeno zavestno, je lahko zelo močno orodje za integracijo vseh teh nezavednih vsebin. In morda bi tukaj še tebe, Milan, vprašal, kako si prišel do tega spoznanja o dihanju, da ima tako moč, če ga zavestno uporabim?
Ja, to je igra življenja. Ne? Meni je najprej življenje vzelo dih, zgodnja leta, v otroštvu kot težek astmatik in v bistvu zdaj pa navdihujem, ne? Skozi recimo vedenje, kaj dih lahko da. To je bil eden od vzrokov, recimo. Pomen pa zdaj iščem, zdaj pa na nek način je to neka dodana vrednost mojega življenja. Se tako močno zavedam pomena dihanja in dihanja kot takega, tudi kot telesni izkušnji. Tukaj bi jaz, ker bom posredno odgovoril tudi na to, kar sprašuješ, Maks, ampak še enkrat dal prostor tej Matjaževi knjigi Cogito Coniunctionis, ker recimo jaz, ker se ukvarjam veliko s temi telesnimi terapijami, z dihom, z gibanjem in tako naprej, v tej naši psihosomatski stroki, kar vidim in se da z dihom pravzaprav sprovocirati tudi duha in ne? Ampak ko greš ti z dihom tako globoko, lahko prideš do, recimo, holotropno dihanje je tako, in danes se to kar komercializira, torej s tem pravzaprav ravnajo ljudje, ki znajo ravnati duševno ali pa duhovno ravno. In so resnično samo telesno in pa razumsko prisotni, ampak ti pa lahko sprovociraš iz človeka, da se te nagovori njegov duh, osebno. Lahko arhetip in nimaš pojma, kaj zdaj govori skozi njega in niti ne znaš pravzaprav razlikovati, kaj. In v tem smislu je zame ta IPAL metoda, ki jo poznam predvsem preko knjig pa parih pa srečanj z Matjažem, dala tisti presežek. Res je treba in naša doba je ta, da delujemo na vseh 4 ravneh, tudi kot recimo športni trener. Konec je zgolj drila na telesni ravni. Vedno imaš tam pred sabo človeka, ne pa športnika. Imaš pred sabo celega človeka, ki se igra šport, ki dela šport. In v tem smislu se mi zdi to zavestno, aktivno dihanje izjemno orodje. Zato, da dejansko vidimo, kako to poveže skupaj. Na drugi strani pa, kje sem v bistvu to začutil, kakšna vrednost je tega diha zame, pa ta, da ko recimo končaš izdih, se ustaviš v tej praznini po izdihu, to je faza vode, elementa vode oziroma faza diševnosti. In ko se voda v telesu umiri, mi smo dejansko kot eno vedro vode na 2 nogah, limfna tekočina, kri in tako naprej, ogromno je 80% voziti telesa je tekočina, ko mi umirimo dih, se ta tekočina umiri in vemo, da je voda univerzalno topilo in kot tako tudi alkimistično topilo, za duševnost. Se pravzaprav težke stvari usedejo na tla, lahke pa priplavajo navzgor na površino. Torej, če smem, tudi na nek način drek priplava gor. Zato, ko se ti umiriš, pravzaprav vidiš v globino svoje duše in tudi tisto, kar na površini paca tvoje duševnice. To je pravzaprav ta zgodba, tudi če nadaljujem, kar je Matjaž rekel, ta imaginacija, ki te nagovori, gre lahko potem naprej skozi inspiracijo. Torej, slika, ta imaginacija ti da priložnost, da jo ti predihaš in potem to na nek način integriraš in to jaz, kot recimo v tej terapevtski praksi delam predvsem to, da vidim, da se človek lahko s to sliko zdaj umiri. Če ne, potem je treba še kaj podelati in tako naprej. To pa pomeni, da lahko mirno čaka v fazi po izdihu. Tu bi se samo še navezal na Matjaževo knjigo Cogito Alchimicum de Alchemia Essentem, ki ga je tudi Milan zdaj nekako izpostavil, s to svojo izkušnjo iz otroštva, ki ti je bil odvzet dih, kada je to bil en fizični simptom, skozi katerega te je duh nagovarjal, da to zdaj podeliš drugim. In potem lahko zdaj še Matjaž nekaj prebere na ta način, kako je simptom odraz tega dihanja. Ja, za na koncu vidim, da je že naslednja ekipa pripravljena. Za na koncu našega koščka v mozaiku knjižnega sejma. In zelo vesel sem, da smo tudi knjige dejansko vključili, tukaj na knjižnem sejmu. In tukaj nekaj svojega prepogleda
Milanovi knjigi za dihanje, ne, ki je pravzaprav že ponarodela. Podal si že 1000 izvodov, to je že tista količina, ki je neverjetna za slovenski prostor. Ne. Pridite tudi na našo stolnico v Alici Hermesi Park, kjer si knjigo lahko še pogledate, in tudi ostale knjige. No, za konec, torej, ko se nekaj bere, se tudi včasih nekaj zgodi. In tudi to je dihanje, vidite. In ko mi nekaj izrečemo, kastriramo vseh ostalih 1000 misli, ki zraven brnijo in brlijo in šumeče, prišepetavajo, reci to, reci ono, ampak na koncu rečemo eno linijo besed, in to nas umiri, ker potem, ko se izreče, to stoji. Skratka, simptomi dihanja delamo ne samo v psihoanalizi in metodi IPAL, temveč tudi s pomočjo telesno-duhovne znanosti o dihanju, ki jo opisuje pričujoča knjiga Milanova in tudi moja. Vendar tisto, kar združuje psihično in telesno-duhovno perspektivo na simptom dihanja, je njegova zgodovinskost. Tukaj moram povedati, tudi jaz sem bil težek astmatik, v otroštvu, in sem se pozdravil z dihanjem, s delom na sebi, s telesno dejavnostjo, na koncu z ekstremno telesno dejavnostjo, potem so simptomi bili ponucani, in potem se je lahko začelo pisanje in vse to. Zgodovinskost. Vsaka astma bronhiale ni samo obstrukcija telesnih dihalnih poti, ima oboje svojo čustveno zgodovinskost, potisnjeni psihični doživljaji, utesnjenost, pomanjkanje prostora in vzpodbude za otrokovo izražanje, kot tudi svojo telesno-fizično zgodovinskost, ki vključuje otrokovo okrnjeno sposobnost gibanja in igre. Vidite, kot da bi, da smo morali včasih nekaj ustaviti, okrniti, preprečiti, da bi se lahko osvobodili. In dihanje je osvobajanje. Pri vsem tem pa je učenje znanosti na eni in tudi praktičnih veščin duhanja na drugi strani pomembno za celostno celjenje človekovega okrnjenega stika in funkcionalne povezave s celoto njegove biti. To pa je v osnovi duhovno vprašanje. Vrača nas k klasični maksimi zdrav duh v zdravem telesu. Hvala za pozornost, hvala, ker ste prišli. Hvala, Živja.